Zdaj pa ne glede na to, kako me boli to reči, čas je za Lukija. Wow, koča dedka Mraza, a je Božiček tudi tukaj. Praznično okrašena Ljubljana je res polna navdušenja, čeprav bi vreme lahko bilo malce boljše. Kakšni so pa božični običaji drugod po svetu? V Sloveniji gremo ponavadi na mašo, potem smo pa doma. Za Božič smo doma. Za Božič smo ponavadi doma. Kako je pa drugod po svetu? Naprimer, v Kataloniji, v Španiji imajo prav poseben običaj, kjer cel december hranijo božični hlod ali pa drvo z sladkarijami in suhim sadjem. Na božični večer ga pa cela družina tepe s palcami in poje: deblo, deblo, daj pokakaj se. Deblo, deblo, daj pokakaj se. Dokler se deblo tako rekoč ne podela, pokaka in sladkarije pridejo na mizo. Tradicionalno za Katalonijo je tudi to, da za božične okraske imajo kar majhne možičke, ki upravljajo veliko potrebo. Katalonija. Pum. Na Švedskem imajo poseben božični običaj, kjer postavljajo Jul kozo. Jul koza naj bi bila koza, ki spremlja Božička na božični večer. To je pa koza, ki jo občine sestavijo iz slame. In prav največjo postavijo več kot 12 metrov visoko kozo iz slame. Ta je bila od leta 1966 že 36krat napad piromanov. Ja, slama lepo gori. Mogoče so hoteli pa kozlička namesto pečenke. Za Božič. Božič! Ok, pospravljen. V Gvatemali imajo božični običaj, da teden pred Božičem kot zmešani čistijo stanovanje. Vse, kar more stran in kar ne potrebujejo v novem letu, dajo na kup in potem na božični večer to zažgejo. Božič bo, zažgimo vse smeti. Božič bo, zažgimo vse smeti. Nič ni lepšega kot en lep ogenj za Božič. Želimo vam srečen Božič, želimo vam srečen Božič, želimo vam srečen Božič, v novem letu pa mir. Naj vam bo vedno toplo, naj vam bo vedno toplo, naj vam bo vedno toplo, če pa ne pa zažigajte smeti, če pa ne pa zažigajte smeti. In kaj to delajo za Božič? Lahko bi še kakšno hrenovko še spekal. Želimo vam srečen Božič! V Ukrajini pravi legenda, da ko je družina iskala božično drevo in niso vedeli, kako ga ukrasiti, so kar naenkrat v gozdu zagledali čudovito jelko, ukrašeno s pajkovimi mrežami, na katero so se iskrile male kapljice in snežinke so se prijemale in to je bil najlepši okras. Tako da v Ukrajini je tradicija, da se božično drevo okrasi s pajki in pajkovim mrežam podobnimi okraski. Se pravi, moram sam jelko zagrabiti, pa malo po kotih popucati, pa je okrašena. La 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 la. In zdaj, da bo prava ukrajinska, rabimo še pajčevine. Pajčevine, pajčevine, pajčevine odstranimo. Za kavčem so zihar. Tako, pejmo preveriti, kaj smo naredili. Ne vem, če so te pajčevine lih najboljši okras, ali sem imel pa premalo pajčevin doma. Ukrajina. In kje je Božič bolj doma in rojstvo našega odrešnika kot v Vatikanu in v Italiji. Toda v Vatikanu so se sprva težko postavili za idejo Božička. Kam spada v hierarhijo in kdo pravzaprav je. Zato ga težko odobravajo, so se pa postavili za zanimivo osebo, v bistvu lik, in to je čarovnica Befana. Da, v Italiji za Božič otroke obdaruje čarovnica. Legenda govori, da so jo 3 sveti kralji povabili, naj pride z njimi in pozdravi novorojenega Jezusa. A Befana je odvrnila, da žal nima časa, kajti mora obdarovati otroke. Čarovnice, ki obdarujejo. In Vatikan to odobrava. Zakaj pa ne? Saj so jih dovolj zažgali v zgodovini.
No, če pa v Italiji odobravajo čarovnice za Božič, jih pa definitivno ne odobravajo na Norveškem in na Švedskem. Tam tradicija veli, da je let čarovnic za Božič prepovedan, da ne bi oviral Božička. In prav za ta razlog družine skrijejo in dobro spravijo vse metle. Nekatere jih celo vržejo stran, da se ja ne bi kakšna metla znašla v rokah čarovnic in da bi s tem ovirale let Božička na božični večer. Hitro moramo vse metle stran vršiti. Vse metle skrit, vse metle skrit, vse metle skrit! Tle ambene čarovnica ne bo letela, ni za kaj Božiček. Zdaj pa v Veliko Britanijo, ali bolje rečeno v Wales, kjer vas lahko za Božič obišče ena druga Marija. Marija Ljevin, kar je iz starih keltskih običajev in to je v bistvu palca z belo cunjo in pa lobanjo konja. Lobanjo konja, lobanjo konja, lobanjo konja. Ja no, tudi lobanja konja je v redu. Vsak ima svoje božične običaje. Pa srečen Božič! Jaz tega pacienta brez žganice ne morem gledati. Če nam jaz alkoholik ratu zaradi Lukija, ne bo noben. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.